Vedno bolj mi je všeč tu. Ali te je kdo kdaj zalotil pri seksu? Lili sprašuje. Ne, zabavaš. S katero znano Slovenko bi šel na zmenek? Odgovor ne bi šel, ker imam pač mojo Lili doma, ni dovoljen, nekaj moraš izbrati. Bi pri svojem stilu življenja raje opustil tuširanje ali seks? Valjda tuširanje, halo? Se pa tudi seksa ne bi dobil. Ampak glej, če je to. Bi raje imel 10 otrok ali nobenega? 10. Za nič na svetu ne bi zamenjal. Lili, sorry. Tak, avto napakiran do zadnjega centimetra, kamere, stojala, računalniki, ono vse. Mi smo se pelali skozi Avstrijo in Nemčijo, policisti, vojaki z avtomatskim orožjem, ono, what the heck? Tisti dnevi v mesecu. Žabe imaš strgane. A lahko zdaj začnemo? Marko, pozdravljen. Ljudje, Res. A se vidi? Se vidi. boš predstavila gosta? Ja, z nami je... Zakaj je uporabna? Ja, boma, ne? Z nami je Marko Potrč, novinar. Marko. Nič več. Marko živi. Bivši novinar, pardon. In v bistvu je vmes živel na Švedskem, kjer je pa tudi odkril v bistvu novo poslovno smer, ali lahko rečem. Ja, No. naključno, ampak ja, Ja. drži. A si tudi influencer? Danes vsak ima, po moje, nek profil, pa to je v nekem svojem majhnem krogu pač influencer, ampak Ja, se to je. meni je ljubše, recimo, zdaj ti bom povedal konkreten primer, ena dobra restauracija severovzhodnega dela Slovenije mi je pisala par dni nazaj, ja bi videla z Lili prišla, pa ponujamo toliko in toliko v zameno za to, pa eno nočitev, pa to. Nisem še jih uspel nazaj poklicati in me je sram, se opravičujem, se bom. Zdaj, ko se bom vozil nazaj. In moj stavek je zmeraj enak. Ne, jaz pridem, z največjim veseljem plačam, pustim napitnino in če mi bo res všeč, bom z veseljem povedal. To pomeni, jaz nobenega plačila ne želim vzeti, ampak če mi je res kul, z veseljem delim naprej. In to isto delam zadnja leta. Če je to influencerstvo, ne vem, ampak jaz ne želim biti plačan za to, da bom dal svoje mnenje naprej, ker se mi zdi, da pol bom prej ali slej v očeh drugih kot nekdo, ki se pa prodaja, oziroma svoje mnenje prodaja. Kurva, bi rekli temu. Fajn, da si ti to povedala, ker jaz imam otroka. A ja, si ti tudi. Ja, gre, da je. Ali pa da sem jaz. Rekla sem, da kaj temu tako rečejo, ker se pol prodaja za vse. A ne? Čisto v redu. Ampak lepo, da tvoj dejansko že, tvoji otroci so že tako veliki, da te gledajo, a ne? Jep, Pa spremljajo. jep. Te bojo danes, a misliš, da te bojo danes po tem podcastu gledali z drugimi očmi? Ne. Okej. Veš, zakaj ne? Veš vprašanje. Ne rabim niti vedeti, zato ker jaz s sinom debatiram, vsem debatiram Koliko je star? zelo odkrito 16. Že 16, a sem mislila, da je naj. Nekaj vam bom pa povedal. Okej. Pol, ko nehamo snemati, ne zameri, Tilen, vam bom pokazal sliko, ker je plavalec. Ajde pa, da se pohvalim z njim, ker to pa je, veš, fotra je najlepše, da se hvali s sinom. Sem to govorim. No, ta mala je pa isto, se moram z njo pohvaliti, je pa 11, 12 bo. In isto Kako je to malo pač ime? Inja. Okay. In imamo zelo odprt. A veš kaj, zabavna fora, pazi ti to. Prvi fun fact. Ja? Pravzaprav Tilen je izbral ime Inja. Okay. Prav? In pridemo na Švedsko, pač v tistem norem cajtu, se omaknemo gor. In ena izmed prvih stvari je bila, ti imaš pa staro, tradicionalno švedsko ime. What? Aha, in je. Ker oni dojemajo, kot da izvira, kot podobno Inge. Inge, ja, to sem Ja, gledala. razumeš? In so to navezavo tako je naši. Tako da očitno, ne vem, Hudo. namenjeno, ne vem. Ja, Greste zdaj na tudi vi. Švedsko. Okay, sem tako ful lepo, da kot oče veš, da imajo tvoji otroci, koliko so stari, no moj nikoli ni vedel. Res? Ne, on ni vedel, koliko je bilo Jaz ti povem uro rojstva. Jaz ti povem uro, a ti veš, da sem jaz Injo snemal? Očitno so njegovi otroci njemu bili pomembni. Daj, Ne, no. Da sem jaz videl čaj. To je moj fotor Oh, tudi delal, da je snemal vse porode, pa mi smo 4, tako da. Pazi, ne bom povedal, kje, ker nočem bivšega sošolca zdravstvene šole poriniti. Je pa zdravstveno šolo. Ja, A ja, ne. Ja. Jaz sem Ljuc napisal. ja, sem bil. Jaz sem medicinska sestra po osnovni izobrazbi. Pač. V glavnem, in sva snemala on z enim telefonom, jaz z drugim telefonom in to takrat, ko še ni bilo tako normalno to snemati, ker in je pač 12 let bo stara. Carski res je bil, ker je mogel biti.
Zaradi prvega poroda, ki je bil dosti zahteven in smo reševali dobesedno Tilna pri prvem, to tudi verjetno nihče še ne ve. Veš, še nekaj bom tu povedal. Ja, prosim, malo več konteksta. Je šlo kar... Zdravstveni tehniki bodo razumeli, Apgar je bil 678, ampak... Jaz ne. Nekaj je bilo narobe. No, pač. Ampak Tamali je pa mašina, tako da je vse okej, danes smo veseli. No, in v druga je mogel biti carski res. In jaz sem to vedel in potem sem se tam z njim dogovoril, da bi pač mi dva oba in jaz sem tam malo posnetek, ko pride ven. Wow. Zanimivo, Po to so dovolili. strogih, bom rekel, predpisih in tak naprej, držali smo se vsega, ampak... Wow. Viš, to pa sploh ne ve. To je res. Pazi, pa mojega sina, jaz sem prva oseba, ki ga je oblekla pa zrihtala v življenju. No, moja mami meni je rojevala še v videoteko po kasete. Zdaj, odvisno, kaj si je sposoben. Ja, ne vem, kaj si je Zikr si je sposobil izobraževalno vsebino v porodu. Ja. In starševstvom, zikr. Ja. Marko, jaz ti moram povedati, drugače, mi smo rekli, da bomo ljudi prosili, da vprašajo še kaj, kar jih zanima, glede na to se pojavljaš pač po družbenih omrežjih različnih, a ne? In jaz bi sem rada ti povedala, tle smo nabrali punce vprašanja, da ženske so kar kulturna vprašanja zastavljale. Moški so pa bolj, to je tvoje, sorry. Ja, mislim, lahko mi daš. Ampak lahko, če ne, hočeš kaj imam jaz še tle, imamo jih, veš, moške so pa taj bolj spicy zadeve zanimale, ne vem, ala kolikrat na teden, pa ne vem, pač če se ne razumem. Primerjajo se. Ja. Ta bo očitno radi. Ne, to konkretno vprašanje, kolikrat na teden? Ja. Ja? Ampak mene je zanimivo, da to moške zanima. Ampak to vedno, že zadnjič smo imeli ledeni, so tukaj. Jaz ti bom povedal, zakaj. Zakaj? Čisto enostavno. Jaz jih popolnoma razumem. Zato, ker je on rekel, si videla? Ja. Si videla? Torej nisem jaz čuden. Nisem jaz čuden, če hočem tolikrat. Kolikrat pa? Nekogat hočeš, vprašanje je bilo kolikrat. Sej za to ravno, se ti pravim, ko bomo rekel, viš ono dva pa. A lahko ti rečeš 2krat na mesec, tam imamo vsi mir. Ne, povej kolikrat zares. Ne, res kolikrat. Točno tolikrat kot Lili. Upam vseeno. Upam. No, Lep, politično korekten odgovor. To je po mojem ena ful pomembna tema in zato razumem, da moški to sprašujejo. Ker če to ne štima, mislim... In ženske ste tukaj, jaz sem kar vzel, ker grem kar v obrambno pozicijo. Prosim, zato je tle. Ženska mi o tem govoriš. Pazi, to je ful pomembna zadeva po moje, ker je to ena izmed največjih razlik med moškim pa med žensko. In zdaj ženske morate razumeti, da če ti moški teži, da je premalo, ti mora biti to kompliment. Ker to meni, da na drugo ne pomisli, ne pač ne želi drugam. Ne, on želi s tabo. In zdaj pridemo do tega klasičnega konflikta. Jaz ti hočem pokazati, da si ti moja in da si jaz tebe želim, ti pa spet. Ne, ni pravi odgovor, po moje. Kaj pa bi bil idealen odgovor? Nisi ženska in ne razumeš, da ti gledaš to tako, mi imamo pa 8800 drugih stvari v glavi in če ni glava razpucena, ker vsi smo že od strokovnjakov slišali, da se za ženske, predvsem za ženske, seks dogaja v glavi in če vse štima, je to najbolj, če pa nimamo tega ventila, ki ga lahko odklopite in potem je to, ste fokus, meni gre v zad mi hrček dela in pol ni isto. Vseeno boš pa jezna, če bo pa ena druga sposobna takrat odklopiti, kot ti ne bi. Jaz ne želim, da je ena druga, jaz sem želim, da razume. Ja, ampak kak ti ne to? A se lahko nekaš kregati z mano? Ti nisi rodil, razumeš? Nisi rodil. Zdaj pa ta karta, jaz sem rodila. Jesus Christ. Ker se to spremeni in ti nimaš tega. Veš kaj, zdaj se bom strinjala s tabo. Jaz sem isto govorila, presežem, dokler nisem imela otroka. Prej si ful bolj pogosto? Pa tudi, če bi mi zavrnil, pa rekel, ali pa tako obrnil se, bi bilo meni tudi bedno. Razumeš, valjda, da bi mi bilo bedno. In sem bila v tej koži. Razumeš? In razumem, kaj on misli in kako on čuti. On pa ne more mene razumeti, ker pač žal nisi imel maternice raztegnene in raztegneno še. Razumem, ampak to govoriva zdaj o obdobju ali... Ne, o obdobju govorim. Jaz govorim samo o obdobju. Obdobju, okej. Ampak jaz ti govorim generalno. Čez 5 let me boš vse posod videl. Misliš zdaj kuhna, dnevna soba? Aha, tako. Ne, jaz ti hočem povedati, da je to tako delikatno področje, po moje, da se morate ženske tudi potruditi bolj to razumeti. Po domače, ti si lačna in deti ti reče, ne, danes ne bomo jedla, jaz nisem lačna, bomo jutri. Ti bi si naredila sendvič. Ne, to pa ne. Jaz bi šla v gostilno, to tudi ne. Ti moraš mene čakati. Razumeš, kaj ti hočem povedati? Obe strani morata dati effort. In
vedno se najde neka, bom rekel, kreativna rešitev, če je volja. To se pa Prav? se s tabo strinjam. In še nekaj več je. Jaz zmeraj tak sebi to v glavi tolmačim. Moški imajo ljubice, ženske imajo ljubčke, se dogaja, prav? Okay. In kolikrat misliš, da še ženska pri ljubčku vpraša, zdaj pa nimam vse razpucano v glavi. Ne, tisto je avantura, tisto je izziv, tisto je cool, joj, se bomo nekje skrila, bomo to. Zakaj ne bi tega imela s partnerjem? Štekaš? Raje. To je good point. Mislim, kolikrat se je kjera ženska vprašala, joj, danes sem pa imela to, pa zjutraj sem stala, pa froca sem v vrtec pelala, pa smo mogla skuhati. Pa ima ljubimca, recimo. Kaj bo ljubimca rekla? Veš, kak dan sem imela, danes pa ne. Ne, tisto je neka avantura, tisto je nekaj več in tam ne bo nikoli razmišljala, a imam zdaj vse razpucano v glavi ali nimam. Ne, samo ona se itak tudi verjetno s svojim ljubimcem ne pogovarja osebnih stvari, kako je z otroci. To ti pravim, torej je možno odklopiti. Sam z možem pa se pogovarjaš te stvari, ja, veš, ne moreš odklopiti. Čist. Ne, mislim, da je treba drugače gledati. Ravno to je tisto, kar dva ful povezuje. To je ravno tista intimna vez, ki jo imaš ti, jaz upam, da pa z eno osebo na svetu in to je to, kar dela razliko. Po moje, zato varjenje najbolj boli. Ne zato, ker je prišlo do fizičnega stika kjerkoli, ampak ker je to, pač tako jaz dojemam, najmočnejša vez, ki jo dva imata. Jaz nimam z nobenim drugim človekom na svetu te vezi. Veš, kaj ti hočem povedati? Ja, to zlomiš. In tisto gre po ladijo. Ja. In torej, če se strinjamo, moški ima ljubico, ženska ima ljubimca. Noben ne bo razmišljal, jo, kak je danes imel ono. Ne, takrat je odklop. Zakaj ne bi v glavi preklopil in imel to s partnerjem na mesto z ljubimcem? Mislim, to je naložba za vse življenje. Ko ljubimc ne pusti štumfo tam sred hodnika. Pa brigate za štumfe in to ti govori, brigate za štumfe v tistem afektu. Pa zdaj me briga, se te razumem. Ima, da štumfi letijo po luftu. Veš kaj je po mojem fora? Če imaš ti ljubimca, pa greš ti od doma, je pač mož doma in poskrbi za otroke, za ne vem, cune, whatever. Ja, smo ful malo skrbeli. Ali pa obratno, ne? Takrat pa, ko sta vidva oba, mož pa žena in morata nekaj delati, so pa otroci tam in si tako, kaj če se mu zdaj kaj zgodi, kaj če ne vem. Čisto eno. Jaz zdaj nimam otrok, ampak pač razmišljam tako. Jaz bom odkrito priznal, da jaz v tem trenutku, kar se tega področja tiče, sem jaz ful... Kaj da? Ne. Ne, kar se tega področja. To ti bo zdaj fajn za teaser, je tak? Ker boš tam odredil, ne, tam vem, kaj bom, vem. Jaz bom priznal in kat. Pridite pogledati cele epizode. Super, vse si naredil. Vem, se zato ravno vem. Hvala. Nimamo dela več. Ne, jaz se moram priznati, da kar se tega tiče, jaz sem ful v redu. Lili, sorry. Še to bom dodala not. Dobro, ajde. Ne, se sem povedal prej, da. Ajde, povej. Glavnem, jaz sem ful zadovoljen, zato ker po moje pač vse te stvari probam, jaz se ful matram v življenju, res gledati sem z dobre strani, vedno valjda ne uspe. Ja, ampak to je tudi ena izmed teh situacij. In če se ti otroci zunaj sfajtajo ali pa karkoli, če ti pride mačka mjavkat pred vrata, zakaj ne bi tega na foru obrnil? Še enkrat, če bi imela ljubimca noter, pa bi ti, ne vem, otroci pred vrati razgrali, pa bi se smejala. Ja. Mej to s partnerjem, porka fiks, ne na mesto z ljubimcem. Tako pač otroci jokajo. Pa je tvoj otrok. Pa rečeš, edi sam Ne. Ni tako ne prvič, ne zadnjič. Se ima point in prav je, da tako razmišljaš. Strinjamo s tabo. Hočem ti reči, pol pa obstajajo ženske, pa ne mi zameriti in jaz razumem, da seveda vedno ti ne more biti. A razumeš? Ampak, ben vam sunac. Da bi dedu bilo dano, da lahko fejka, pa je ženska zadovoljna. Razumeš, fejkal bi vsakič, ko ne bi bilo druge opcije, pa to z veseljem. Zato, ker med moškim pa med žensko jaz imam eno glavno razliko. Če moški ne more, je to poraz. Če ženska ne more, je ne da se mi. Štekaš razliko. Zdaj si pa predstavljate pressure, pritisk na moškem, ki bi rad, jaz moram ženski pokazati, da je moja, da jaz to, razumeš, in pol prideš tam, ne vem, 50 plus in, kak? Takrat bi dal vse, da bi lahko fejkal, da bi bilo tisto gor. Verjemi mi. In ženske imate to možnost zmeraj. Sam ni fair. Vem, ni fair, ampak... Ni fair, da fejkaš, a veš. Vem, ni fair, ampak čakaj, če ti veš, da hočeš partneru pokazati, jaz hočem za tebe, bom rekel, za tako poskrbeti. Ja. Se to narediš. Vidiš? Večkrat. Vidiš? Ne, se to narediš. Ne misli, da mi ne vemo. No, ampak ne. Ne misli, da mi ne vemo. Nam je jasno in si mislimo, da je to, če pomenim, da je šla fejkat, pa je... Kako va vete? Kaj je tisto, če res poznaš človeka,
Čutaš. Ločiš in čutiš. Okej. Ziher. In to je res. In To, sem prišla ja. v tem obdobju, ko smo se mi z Margaretom pogovarjali o tem malem otroku, do tega, da se mi niti ni dalo fejkati. Da sem bila tako utrujena, da se mi dalo fejkati, da sem raj rekla, ne bom. A veš, ko se ti niti ne da utrujenosti okej. potruditi. Ampak tu govoriva spet o obdobju, ne? Ja, kar traja. Dokler je majhen A ja, še otrok. zmeraj je to. Malce res hecam. Ej, vprašanja. A s temi začnemo, ali s Ne katerim? vem, lahko... Dej ti začni, jaz bom pa vmes urinila. Dvara Jaz ti nimam da enega toliko. prvega, ajde. A jaz Ajde. Ja, ajde, daj ti prvega, da vidimo, kaj, veš, kaj moram najti mail. Ja, ok, prav. A dam prvo sam za Markota ali za vse? Lahko daš najprej za Marko. A čakaj, imamo tudi vprašanja, ki so za vse. Ja, Za vse, ja, za vse. nisi samo ti na rdečem stolčku. Tudi me bomo odgovarjali. Ok, cool. Ok. Lahko postavljam pod vprašanje. Seveda. Ja. Fajn, Ja, okay. ja, valjda. Vedno bolj mi je všeč tu. Fajn. Ok, kratko zanima, lahko s tem začnem. Za Potrča sem si prav napisala. Ali te je kdo kdaj zalotil pri seksu? Otroci, starši in tudi žena je v klepaju. Kratko zanima. Zdaj moram res ful razmišljati. Veš kaj, res bomo mogli. Nimamo dolgo časa. Mislim, valjda prideš blizu tega, da bi oni klasični filmski prizor, ko pridejo not, Ja. Modern Family, imamo mi ful radi pač. Ja, In, in tam je ena epizoda, ko letijo not z zajtrkom in cela drama. Ne, to se nikoli ni zgodilo. Okay, ni bilo tako dramatično, v redu, lahko naprej. Natko, ti so bila Katka, to je pa Natka. Kdo je pri vama z Lili tisti, ki da večkrat pobudo za Pa lahko jaz odgovorim. Ja, mislim, lej, to je vprašanje zanj. To je to vprašanje zate, ja. No, kar, ne, ful me zanima. Lili. To sem Jaz ne bom drugačno. povedal, kak je pri nama, ampak... Je to te vprašala, kak je pri vama? Ja, čakaj, razberite si iz tega ven. Spet, ni nujno, da imam prav, ampak moje dojemanje je, da je ženska tista glavna, ki odloča. Ravno zaradi tega, kar si prej rekel. Odloča že, ampak Odloča že, pobudo ampak da. pobudo Ja, pobudo, ja. in jaz iz raznih pogovorov, moški se ne pogovarjamo tako ženske, to morate razumeti. Ja. Ampak moje dojemanje je, moški zmeraj čaka, da bo ženska tista, ki bo dala pobudo, zaradi tega, ker takrat veš, da njej dejansko je in bo fajn. Dokler seveda to čakanje ne traja predolgo. Zdaj pa še nekaj. Morate razumeti, čakanje pri moškem, ko njemu je, dan ali pa dva je občutno predolgo. Prav? Kako 5 minut? Ne gre, na 10 smo že na meji. Ja, Zahecam. saj Ampak tako je. po moje je čist normalno to, da pač moški spoštovanje do ženske, ki jo ima rad, si želi, da je tudi njej fajn in zato čaka, da ni zmeraj tak, ne, ker včasih verjetno je pa tak, da gremo malo pogledati, če v redu posla zgleda. Ampak večinoma. Je zelo nazorno, praviš. Ja. Da včasih je zelo nazorno. Ja, vemo. 50-50? Niti približno. 80-20? Ajde recimo, roka. To je taka realna cifra, se mi zdi. Ja. Za marsikjer par. Glej, bi rekla. ljudje smo pač seksualna bitja in to je popolnoma normalna tema in če se zavedamo, da je to zelo pomemben del zveze, je fajn včasih kako analizo sam pred sebi narediti, zato da imaš boljše možnosti furati dobro zvezo. Ja. Ja. Res. Lahko jaz sem ga? Ja, ne. Lili sprašuje. Ne, zabavaš. Ne, samo Ampak ni moja Lili. Lili. Ja, ne vem. Ja, Okay, samo Lili. Lili sprašuje, Pokažeš profilko? s katero znano Slovenko bi šel na zmenek. Odgovor ne bi šel, ker imam pač mojo Lili doma, ni dovoljen, nekaj moraš izbrati. Aha, ima ABT? Ne Zika si morem. je njegova naredila fake profil. Ja. Ja, evo, lej, se ne pomeni seksa. S katero Vem, znano Slovenko, vem, zika ampak- imaš eno na postru. Ampak celebrity crush. Celebrity crush. tako Samo mora ko biti rečeš, slovenski, to bi- ne? Ja, Ja, slovenski. tukaj piše Slovenko, lahko pa tudi Ne. tujo poveš, no. Zdaj bom, Kjer ti je hudo. mogoče vam bo zvenelo zdaj, da je to politični odgovor, ampak jaz bi izbral eno, ki mi je fascinantna in v življenju ne bi z njo pomislil na seks. Ampak Šel to pa pa na ni dejstvo. zmenek. To ni, mislim, bistvo zmenka jaz dojemam, da pač nekje mora biti neka kemija med dvema in No, kdo je? ne vem. Zdaj bi si mogel izbrati eno, ki bi me fascinirala kot osebo, lahko je starejša in me absolutno, ko gre za neko spolnost, ne privlači niti približno. A je to še pol dejt? Je še pol to zmenek? Mislim, ne vem. Ja,
se lahko je tudi samo enostransko zanimanje. Zdaj pa, dajmo refrazirati to vprašanje. Kera znana Slovenka ti je recimo tako, pa jo ne poznaš, ne pomeni karkoli, ampak tako, ko jo vidiš na TV-ju, v medijih, kjerkoli na ulici, da rečeš ti je pa lušna, evo, tako, da rečeš ono, ne vem, kako jaz rečem, da je meni... No, kdo? Kdo? Ja, kdo? No, ajde. Koga sem rekla na zadnje? Ne Evo, vem. Bojan Cvetičanin, recimo, on je meni lušta, ali pa Rok Piletič. Rok sem že Piletič, povedala. ja, ti si nora. Jaz sem rekla, da... Kaj se je zgodilo s Kavaco? Pa kje ja živim? Včasih je bil Kavaca visoko. Tudi Kavaca, Okej. da ne pomote. Ampak Še tako, zmeraj. zdaj sem rekla, evo, kdo je tako ena oseba, ki je tebi kul? Da rečeš, ne vem, lahko je, ne vem, kaj ti pomagamo, kdo so te znane? Ajde. Klasična Katarina Čas. je recimo ena taka klasična. Katarina Čas je izredno lepa ženska. Naravno lepa. Zdaj ste pa zadele. In Katarino Čas imam zelo rad. In Katarina ve, da bi lahko šla mi, niti ne bi bil dejt na kavo, ker se nismo videli že predolgo in na zadnje, ko so se pogovarjala, prav, moramo se videti. In prav ful bi bil vesel, da jo spet po dolgem cajtu vidim in se vsedemo na eno kavo. Ona je res simpatična, tako za pogovarjati. No, vidiš, Nikoli ne deluje težko. vzvišena ali pa karkoli. Ne. Tako da ful lepo Katarina izkušnja Čas z njo. je ena izmed tistih, ki jo imam rad, pa čeprav je nisem videl že ne vem koliko let uživa. No, lepo. Okay. To je super odgovor. Ja. Ok, boš ti vesna? No, pa vsem je kristalno jasno, da niti približno ne bi šlo kamorkoli, kjer se Lili ne bi počutila vredo. Katarino Čas imam rad. Tako se govori. Se ta oddaja je tako, recimo, da živimo v svetu, kjer Lili ne Hipotetično. obstaja, Ja. ali pa je vse dovoljeno in je vseeno. Mene sem zanimala tako, ko ima, ne vem, ona, V drugem Johna vesolju. Mayerja, ne vem. Ja. Zdaj ti lahko zdaj povem čist, pa zdaj bo Pa ful saj to je- zvenelo saj to je- ceneno, lahko bi rekel Oprah Winfrey. vem, ampak ne, ni moj tip. Ne. Ampak, veš, kaj ti hočem reči? Lahko bi rekel nekoga, ki veš, da ga v lifeu ne bo srečal, sem pač nekdo, je, ki ti je kul. Ne vem, Vem, kako je vem, bila J-Lo ali pa štekam. Catherine Zeta-Jones v nekem obdobju. Še ena. Lepa, naravna ženska. Kdo? Catherine Zeta-Jones. Če smo rad Katarine. Očitno imaš Ja, rad pa res, Katarine. Bor. Ne vem, ampak ja, to je tip ženske, ki mislim, da bi mogel biti vzor mladim puncem, pa ne vem, ali je zdaj bila zoperirana ali ne, ker ne spremljam te scene, ampak Ja, zdaj že težko najdeš, kjer Ja, iskreno. Sploh v tem hollywoodskem Hollywood, svetu. Daj bom jaz zeleno vprašala, kaj glih se lepo navezuje naprej. Kakšen tip ljubimca si? Je vprašanje anonimno. a je to za mene ali Ja, za Lili? Zate. Kakšen tip ljubimca si? Zdaj sploh ne vem, kakšni so tipi ljubimcev Sej, zares, ampak... Veš, kako je to sam sebe hvali, to je brez veze. Ja, sem že povedal. Sam povedal, kaj je. Aha, veš, kaj sem se spomnila, mogoče to, kar zdaj velikokrat se pogovarjajo o teh jezikih ljubezni. A si tip, ki je na dotik, se pravi, ne vem, na objeme, na te stvari, ali na pozornosti, da ful rad obdaruješ z darili, ali A ja, te mislim, pogovarjamo besedne. o poslu. A jaz sem mislila, da se v posli pogovarjamo. Jaz sem Mislim, dober se ljubimec je lahko... Do zdaj all of the above. Ja, no. Pač tudi to spada lahko v ta koš. No, ne vem. si bolj na hard ali bolj na nežnost? Ja, si bolj tak romantik. Ali si bolj tako pač akcija? Kako porniči gleda. Jaz mislim, da če nisi sposoben združiti Obojga? vseh teh stvari, ne moreš biti dober ljubimec, zato ker je odvisno od situacije. Fantje, pišite si za uho. Ti imaš Bom taki sam dip. rekla. Jaz sem že star, nekaj. Ja, no. Ja, ne to. Še vedno bi rad bil 20, to imamo vsi isto težavo, po mojem. Vsak bi rad bil 20, samo leta pa grejo, ne? Ja. Ne, Jaz ne bi ampak bila vreda je, ne, še nisem to. Jaz ne bi bila 20, jaz bi bila 30. Jaz bi bila 30 z mentaliteto današnjo. Ali pa 27, veš kaj pravijo, luda Prav, 20. tle. Ne faks. Konc faksa, ko si bil že samostojen, ko si imel službo, okej. pa ko si bil še free as a bird in si imel svoje finance. Pa Ne, ko si že imel svoj prihodek. To je, Ja, res. ni takrat, ko si ti star 18-19. Sploh ne razmišljaš o tem, saj jaz nisem. Jaz se ja vem. Bolj, ko pa razumeš tudi ene druge aspekte v življenju, ti pa to začne igrati vlogo. Tako da ja, te Si razumem. zadnjič rekla, da ti nimaš problem s starostjo. Jaz nimam problem s starostjo, Da ti je tukaj, kjer ampak si zdaj super. Ampak če bi lahko bi šla, pa ne, da ne kdo narobe razumel, klem na otroka, I love them, a ne? Ja. Ampak šla bi, še enkrat bi se vrnila tam na 27, 28, 29, A ja, okej, ja. pa bi še enkrat sem tale delček odfurala. Ne bi šla do 18 nazaj, tale delček Aha, bi okej. odfurala, ampak dajmo reči s temi izkušnjami pa s to pametjo. Ne vem, če bi zuno nazaj. Ja, zato ker jaz zdaj res ne vem, kje sem, a veš. Jaz sem tam. In bi znala cent stvari in bi vedela, kako je, in s to samozavestjo. In Ja. tako, s tem bi šla v ta leta. Ni pa tako, kaj ni reče, jaz bi šel nazaj v srednjo ali pa začetek faksa, ko Ne. so se ful nalivali. To
Nama ni fajn, meni je pa Ampak fajn. brez te pameti je kle na tej stopnički je tako, na eni strani malo strašljivo, na drugi strani ne, ker z eno nogo si v odraslosti in kar neke stvari se ti dogajajo, ki si tako, ok, imajo 2 otroka, jaz nimam nobenega, jaz še avta nimam, kaj bom jaz zdaj stvarila? Še avta nimam. Oh, Jesus. Pač to je tako, kaj? Ja, to je res, ja. Ne, ampak vi imate tu ful veliko prednost, zato ker veš, vsaka ima eno svojo zadevo in lahko združite in se pogovarjate in to je ful vredno. Dobro, ženske ti tako skozi delate, ampak... Sam redko Moški tako tega delam. različne skupine. Pridemo. Čeprav jaz pa Lara sva si v enih zadevah podobni. Ja, Dve sva si sva, ja. karakterno mogoče še najbolj različni. Ja, po mojem. Ampak glih tako se. Stara kave sem v bistvu taka grampi. Ampak boš tudi tako zabavna. Ja, Jokamo. No, Daj, če jasno, nadaljuj. Simono zanima nekaj za vse nas. Kako reagirate na hate komentarje? Boš ti začel. Viš, to je pa ena zelo zanimiva zadeva. Nekdo mi je razlagal, da so v Nemčiji, mislim, da aretirali par ljudi prejšnji teden v sodelovanju z BBC in BBC je šel zraven snemat, Ja? zaradi kriminala na spletu. Nekdo napiše nekaj in so šli aretirati. Če vam kdo lahko pove kaj o hate komentarjih, mislim, da ne more nobena od vas z malo držati. Idite samo nazaj pa po Facebooku preskrolaj. Vse. Letelo je na mojo hčerko zelo hudo z spolnimi pljučki. Taki so, to so zelo radi. In to je en tip, mislim, da je nekje z Murske Sobote, imam še vedno shranjeno, sem rekel, tega bom enkrat srečal nekje. Pač, glede hate komentarjev vam lahko jaz napišem zgodbe, Kaj pa narediš z njimi? ampak vse to je to. Naučiš se ravnati z njimi, da rečeš, aha, ti si ta, jaz ne morem drugače reči, debil, vedno, cool. Ja, čeprav ja, jaz Super. moram priznati, jaz sem isto In ne tako. moreš, ne prideš tu do konca. Redko se ti zgodi, da ti odgovoriš, pa probaš človeku postaviti ogledalo, ampak osnovno pravilo naj bi bilo, povem ti enkrat in pol se s tabo sploh več ne ukvarjam, zato ker tistega najbolj boli, da več ne dobi reakcije nazaj. A jih brišeš? Ne. Brisal sem samo takrat, ko je to bilo popolnoma na mestu, ko je kdo želel, recimo, primer, delati si reklamo ali se pa, mi temu rečemo, šlepati na mene. Zato, da bi promoviral neko svojo zadevo in tista je druga zgodba. Ampak, če gre nekdo pisati res absurdne, nizkotne, žaljive komentarje, pa sej si sam sebi postavil ogledalo in to je to. Ampak kaj pa misliš, recimo, ko ljudje pravijo, ok, eno je svoboda govora, drugo je pa, recimo, jaz to gledam z očmi, da je pač, ko malo upravljam s socialnimi omrežji, tudi tle, pri nas in tako, se mi zdi, da je tega čist preveč in čist nepotrebno. In da takim ljudem dajemo prostor, da se lahko tako izražajo, to začenjamo normalizirati. In meni se zdi, da če Ja, imam jaz vem. moč, da tazga komentarja ni tam v spodi, jo bom uporabila, pa ga bom dala stran. Veš, do A kje? veš? Ja, jaz te razumem. Razumem te, ampak zdaj pa ti bomo odprli en drug aspekt pa pogled. Kdo smo mi, da bomo sodili, kaj pa je sprejemljivo, pa ne? Veš, kaj ti hočem povedati? Zdrava pamet, a veš. Orka, fiks, ampak... Da to leti na naše osebnosti, postave, ne vem kaj, kar sploh je daljše od resnice. Povsem se strinjam, absolutno, Ja. to so absurdni komentarji, ampak kje je meja, kdo bo določil mejo? Jaz. Ja, vem, na tvojem, seveda. Ja. Jaz govorim generalno. Zdaj, Ne, pa govorimo, okej, ja. govorimo o Govorimo naših, o mi vaših, govorimo, seveda. ampak Okej, ja, to je ne. mojen komentar. Ne, jaz govorim Povej generalno generalno, na ja. omrežju, ne vem, na spletnih straneh. razumem, ker je admin neko. Ja, Okej, ja. o tam govorim. Na osebnih, briši karkoli ti paše, to je tvoje. Ja. To pa je druga zgodba. Ko gre za tvojega osebnega, to je isto, jaz tebe nočem v mojem krogu, spokaj se ven, to je moje. Ja. Tu se absolutno strinjam. Jaz se pa govorim bolj o štekam bolj v tem. Ja. o svobodi govora, da lahko gre nekdo pa napiše nekaj, ne vem, pod eno novico na Siolu, 24 ur, RTV Slo, Ja, štekam, da lahko kjerkoli. kjerkoli. Zakaj? Kdo je admin, da bo določil, kaj je čez mejo? Kaj pa, če je admin skrajno desni? Kaj pa, če je admin skrajno lev? Kaj pa, če je admin skrajno gor, dol? A veš, kaj ti hočem povedati? Vedno je neka subjektivna. Svoboda govora je svoboda govora. Je ena in pika. Ne more se nihče na to postaviti. Imamo zakone, ki preprečujejo resen kriminal, grožnje po življenju itd. Tudi tukaj veljajo. Torej, če bo nekdo napisal, gremo tega ubiti, prijavo na policijo, idite ga izslediti, super. Ampak
svoboda govora. Ampak, Marko, a ni prav, da tak komentar zbrišeš? Se pravi, prijaviš policiji. Če mi to govoriva zdaj tu o res hudih. Ja, ampak zakaj? Glih, ko si to izpostavil. Ja. Ne vem, nekdo nekomu napiše, jaz te bom ubil ali pa od tega je bilo treba ubiti. Ja. Ker če ti tega ne zbrišeš, pustimo, da prijaviš policiji. Se strinjam, to so skrajnosti, Najdeš super. une podobno misleče, ki jih potem še veš, to je ta. Dobro, no, to je zdaj že res. Ampak dobro, Ne, ampak zakaj ti Ja, tako samo rekel, da kak ne češ- ja. Samo kak češ to, mislim, z brisanjem nimam problema. Jaz vam govorim o tem, kar se je zdaj začelo dogajati, da se gre aretirati ljudi zaradi nekega komentarja. Itd. O tem se Druga pogovarjam. skrajnost, ja. Ja, zato ker zdaj pa nekdo recimo bo napisal, ne vem, jaz pa ne verjamem v to in ono in bojo rekli, zdaj pa taka situacija, ko morate verjeti. Ja, ne, jaz pa ne verjamem. Hop, gremo ga aretirati, ker ogroža. Vemo, na kaj se To bi lahko bilo, ja, seveda. Ja. Razumeš, jaz bi že 600-krat bil v čuzi. Pa danes lahko vrtimo nazaj, pa ene stvari ni. Jaz bom Sam je čisto ravno razlika, povedal, ne. ker ti uporabljaš nek spoštljiv jezik, Tako. da se znaš izražati, Seveda. ko se pa ne. Ja, Ja, da ampak- se pač hate komentarji delijo na dva dela. Eni Ja. so, ki imajo mogoče point, ne, napišejo, meni je pa Lara totalno antipatična, preveč glasna, ne znam govoriti. To je neko mnenje, ki me to je naredi. Ja, resnica, ni to problema. To je resnica. No, recimo, Ja. ampak a veš, sem lahko užaljena, ampak če imaš to mnenje o meni. Ja, ne. ni problema. Drugo je pa, da ti pišeš kar neki poprek. Prekleta ubi se, kurva, Ja, Ja, ne, ne, tako, to je tu pa- govorimo No, več o. Tu gledaš, govorimo o ja. področju, ki pa seveda je že regulirano tudi izven teh komentarjev. Ja. Ja. Ne, Jaz bi ki- recimo sam takim rekla, da so hate komentarji. Unim bi tako rekla, ok, v redu. Ja, pa pač. tudi se mi zdi, da jaz doskrat, mislim, ne da gledam te hate komentarje, sam se vedno vprašam, že to, da to napišeš. Tudi jaz si že za nobenega nisem mislila, kjera kurba ali pa kako je ta Nikoli. debela ali pa kaj. Ne. Si že mislila nisem. Kaj šele, da pač bi to vse kurba ne no. Okay, to, ta, Ja, no. Pa, ajde, mogoče sem bila uno, ta se je zredila, ne pa nikoli tega napisala. Ja, Veš, kaj kje? hočem reči? Pač, To se strinjam, ampak obstajajo različni ja, no. Ja. ljudje. Ajde, ne bom začel. Kaj sem jaz zadnjič sem videla en komentar, ki je prišel na en profil, ki ga jaz tudi upravljam. Je prišel, nimate kaj bolj pametnega za početi. In sem mislila, zdaj bom rekla na pamet, ne vem, Damjan, ti očitno tudi ne, kva pa greš to, razumeš? Ne, a ne, veš? če se na eno zadevo lahko zaneseš, je to, da bo polno primitivnih, žaljivih. Ne glede na to, kaj narediš. se to- Ja, Dobil bom ja. na koga? Super. No, ampak, Poletel, Brez dlake na odvisne. jeziku je rekel. ja. Glavno. ne, ampak kar hočem reči, da itak se mi za te ljudi, ki pišejo take hate komentarje, to niso srečni ljudje v življenju. Očitno imajo ful preveč časa, da se ukvarjajo s tvojim ali oziroma našimi življenji, če pač se sploh utikajo v te Ja, stvari. ampak se boriti proti temu je Je boj brez z mlini na veze, veter. je. Brez To veze. vam hočem povedati. Včasih se je to dogajalo za šankom, po maši ali pa v cerkvi pred Ja. spovedjo. Ja. Zdaj pač imamo Facebooke, Instagrame, kar pomeni pač bolj je vidno. Ja. Pa širši krog. Pa oseb. ostane za Ja, pa najde vedno. Seveda, ostane zavedno, ampak Ja. tudi, če je Franska Micki rekla, mislim, da je Ferdo pa zono, je to ostalo. A veš, Ja, se je odbedralo. mislim, Micka je vedno imela to širši krog, jaz se strinjam, ampak kar hočem reči je, tu pa sem jaz zelo striktno. Se vam pravim, jaz sem imel teh komentarjev, po moje tak, da če jih gre za nekdo za nazaj gledati, bo rekel, pa kako si ti mirno stal. Ne, če zagovarjaš ti svobodo govora, pol pač ne moreš ti soditi, kdo ima prav, kdo ne, dokler ne gremo v te skrajnosti, ubi nekoga itd. Ja. Pač obstaja, tam zunaj je. In Sem to niso hate komentarji, Marko, še enkrat, zato Ne, je ne, ne, Lara tisto, sprašala. ja. To niso hate komentarji, če nekdo se ne strinja s tabo in to na spoštljiv način pove, je to pač nestrinjanje s pa tabo. imaš ti taki, ko ne znajo na spoštljiv način povedati. Ja, Saj to ja. pa Naši so hate počeš, komentarji. ampak pusti jih. Ja. Mislim, kaj, veš, kaj ti hočem Ja, povedati? ja, brez Ne veze jim moremo- dajati pozornost. Ne moreš, pač to so ljudje in še to bom povedal. Politika se zadnje čase ful trudi regulirati vse, vsakega zaščititi, to ne smemo, onega moramo zaščititi, to skupino ljudi moramo zaščititi, tisto drugače mora. Zakaj? Ne se obnašati, kot da so odrasli ljudje, otroci, ki jih je treba za rokico voditi in ščititi predvsem. Pa pusti odraslemu, da bo rekel, ta komentar je glup, ne bom ga sploh bral. Ne moreš ti reči, zdaj pa moramo, on se je pa čutil užaljenega, prizadetega. Tega je ful Daj zdaj. nehajte, no, pa smo odrasli ali nismo. A smo vato zaviti, a veš, kaj ti hočem povedati? In isto, vem, ni enostavno, še posebej ne mladini. A jaz imam otroke. Zdaj si predstavljati eno 14-15 let staro punco, ki je bo šel nekdo tam, Ja. ti si debela, ti si ono. To je nedopustno. Ampak Zadnjo takrat. meni se pa zdi, da tega sveta, v katerem živimo, ne moremo tako spremeniti, da bi lahko to Njo zavil vato. točno to Ne ne gre. moreš, In ja. boljši način je otroku reči, lej, tako funkcionira svet, deal with it. Dokler seveda gre. Ko gre čez neko mejo, seveda moraš odreagirati, ampak načeloma, generalno, se mi pa zdi pač ne za rokico voditi odraslih, ta male pa na to prepraviti. Čisto. Ne, to itak, ja, to se strinjam. Edino tako mi je po eni strani, ko pogledaš žalostno, da moramo reči, da veš tako,
deal with it, ker ne bi rabili deal with it. Ampak to je Ampak Kdaj to to urediti urediš, dejstvo. se pa z nečem Sizifovo delo. Ja. Nimamo kam, Ne priješ do Facebook ne bo konca. zginil čez noč, Instagram ne bo, Ja, TikTok itak. še manj. Ampak tudi, če bodo ta socialna omrežja zginila na Bo pa- koncu bo pa koncev, boš druga. imel neke travme iz otroštva, ki pač Ja, ti bo pa babi v živo ali pa nekdo en neki. sošolc reki rekel. Ja. Ja. Ej, jaz imam eno vprašanje še, da se vrnemo malo na Ajdi. spolno življenje. Kaj bi Spicy. predlagal, da se moške po 40. letu, kako bi predlagal, da se spodbudi k pogovoru po 40. letu moške? Oziroma, to se bolj navezuje, kot razumem iz tega sporočila, kako izboljšati oziroma popestriti spolno življenje. Se je prepovedal. Dele se, da je tvoja ljubica pa ljubček, pejte v to mentaliteto. Ampak veš, da je to res najboljši pač- način. Pazi, Opet, še ena okej, fora. okej. Gremo staviti, da je zunaj nenormalno število parov. Ko ima fantazijo en v paru, pa svojemu partnerju življenje ne bo povedal. Ko ima neko željo, pa nikoli ne bo povedal. Ko si želi, ne vem, na neki čudni lokaciji, ker bi mu to bilo To je fora. bilo naslednje vprašanje, na kateri nenavadni lokaciji bi lahko, če bi izbral. Pa porka, fiks, kaj povem. Res je bilo Ne naslednje. vem, kaj mi je bilo, mislim. Ok, se vrnem k temu nazaj, bom mlel vmes. Bom mlel vmes. Ampak hočem ti reči, če bi ta komunikacija bila, če bi se vsi zavedali, pa se to je normalen del. Jaz še vedno mislim, da se vsi ljudje preveč ukvarjamo s tem, o tem se ne govori. No, zakaj? S partnerjem se o tem govori. Zakaj? pa ne? Ja. Iz tega narediš kot nek Event. ajc. A veš, kaj mislim? Ej, kaj pa če bi obrneš na to in že to je kot neke vrste predigra, ki te že... Da ti planiraš pa cel, ne Seveda. vem, nek dogodek. Ja, to je res, ja. In zakaj pa ne? Kaj, boš tiho vse življenje, pol boš pa zafural zvezo. Ne vem, v nekem določenem trenutku, ravno po 40. Po mojem, ravno takrat se začenja ta midlife crisis in te stvari. In če ti nimaš nekega driva doma, nekega izziva, neke avanture s svojim partnerjem, pa valjda boš šel Rata drugam brez iskat, veze, ti se ja. začneš zavedati minljivosti življenja, ti razmišljaš, shit, kmalom 60, kaj pa pol, kako dolgo še pa imam? A lahko ne. A veš, kaj mislim? Matematike. Ampak je, to je to. Ampak to je to. In če nimaš ti takrat, pa glavna poanta ti je, po moje, da ko ti umreš, rečeš, imel sem polno življenje, užival sem v posli z mojo, fajn smo se imeli, smejali smo se ogromno, dosegel sem to, kar sem si zadal in to je to. In pol nimaš težave s smrtjo, po moje. Ja, jaz tudi tako razmišljam, da bi rada enkrat, ko bom pred koncem rekla tako, v redu je. Jaz sem kul z vsem, kar sem imela. Da ni ono, da ti nekaj ostane, a veš. Zakaj nisem takrat to, ali pa zakaj nisem takrat to. Da pač že zdaj razmišljaš tako, da... To, pa neke Greš. malenkosti druge zraven, ne vem, imaš milijone na računu, pa nekaj. Ja, lej, to sem se sprijaznila, da... Če Nima bo, milijona, ne, ker ne. bi imela avto. Mogoče ravno zato ima, ker špar. Ja. Ja. Zdaj bom pa jaz, ampak zdaj hitro. To so quick questions. Aha, ok. Tako da noč preveč dolgo, ker imamo še vprašanj, ki so malo bolj za razglabljati. Ker so pa sprašvali na vse. Tudi moramo se dotakniti še Švedske, ker je ful bilo vprašanj, zakaj ste šli tja in kako Okej, je bilo okej, to. cool, Ampak cool. zdaj pa vprašanje, ki so na hitrco. Bi do konca življenja fitnessersija, ne? Bi do konca življenja raje jedel samo riž ali sem solato? Riž. Okay. Bi pri svojem stilu življenja raje opustil tuširanje ali seks? Valjda tuširanje, halo. Se pa tudi seksu ne bi dobil. Ampak glej, če je to. Bi raje do konca lajfa bil impotenten ali plačilno nesposoben? Plačilno nesposoben. Ne, mislim pa, Ja, to Mislim, sprašujejo. To je to. Bi raje imel 10 otrok ali nobenega? 10. Nikoli brez otrok. Okay. Naenkrat, ko daš to skozi, jaz sem za sina 16 let, z nobenim na svetu v življenju ne morem imeti takega bonda, kot imam z mojim sinom in z mojo hčerko. Ampak sinom je drugačen bond, pa hčerko je drugačen bond, razumem. ampak oba sta ful močna in ne znam si. Jaz se sprašujem, kaj sem jaz počel prej v življenju, prej, ko sem imel otroka. A veš, da se jaz težko spomnim za nazaj. Mi razlili se včasih pogovarjamo, pa kaj smo mi delali čez vikende prej. Ja. Res. Okej. In ne, Hudo. ni easy, ampak za nič na svetu ne bi zamenjal. Ali si kdaj poizkusil Viagro? Nikoli. Še. A bi jo? Ne, mislim, Še. jaz mislim, nisem še bil v tej situaciji, da bi mogel, ampak mislim, da obstajajo boljše poti. Ne vem, Viagra se mi zdi preveč tvegan itd., da bi se s tem hecal. Aha, ok. Čist tak. Sem slišala že za marsikero zgodbo. Ja. Ja. Bi poizkusil odprto zvezo? Ne. Okay. Priznam, jaz nisem tip za to. Mislim, da je monogamija izredni izziv in da verjetno v neki osnovi živalski ni
naravna, ampak v našem sistemu, pa v svetu, v katerem mi živimo, je pa ena izmed esencialnih stvari, da imaš ti zadovoljstvo pa lepo življenje. Ker če zgubiš ti familijo, kar je očitno, razen če sta oba za to, seveda, ne? Ampak ne vem, kako otroci vejo, kdo je pravi starš. Jaz si tudi ne predstavljam. In si ne znam predstavljati, pač ne vem. Se jaz tudi ne. Se jedno mislim, da si nobena ne zna, kako to dejansko iskreno lahko funkcionira. Ja, iskreno. Ne more, jaz ti povem, moški, jaz pač tak gledam. daljši Mislim, rok. če je pravi ded, ki je danes ena vrsta v izumiranju, po mojem mnenju, kako bo on sprejel še enega konkurenta, ki bo njegovi, mislim, lahko si mi gremo odprte zveze, če si na pol ded ali pa na Si četrt tudi ded. ženska isto. ženska veš. Ja, in isto, kako boš ti sprejela, da bo za ena Saj to je. No, ti je tako, se mi zdi vseeno. Mislim, da ne moreš tega furati. Ne vem, zakaj. Ja. Pa se tako Moje je že Bergant rekel, vedno je enka predlaga in enka se mora strinjati. Ja, se je res tako noter ponavadi v teh. Res je. Evo, in še, ali se je seks po porodu zate spremenil in koliko časa je trajalo, da je prišel nazaj v normalne tirnice? Nimam, blage veze, meni je Ker si zmeraj že fajn. predolgo časa Verjetno od že, ampak poroda. meni je zmeraj fajn. Vidiš, zato Okej. bi mogla Lili prijeti, da bi ona povedala, če se je spremenil. Koliko časa pa sta ti pa Lili skupaj? 16. na 17. avgusta 2007. Wow. 30 let hmal. Mislim, kaj. Ne, ni še. pikse. Kaj 30 let? A je 20? 20, Ja. ja. Ne, mi zdaj, zdaj si že bil. Sorry, 97 sem ne. Zato pravim, da se mora slovenski šolski sistem spremeniti. Razumeš osnove? Če sem se sam zgodila v računanju. Jaz sem prav mogel Ja, in študirati, že kdaj- takrat bi kdaj se je mogel svet kaj štartal. vesna hodila. Sebe si pa v bistvu Okay, postara. zdaj pa tako, a ne? Glede na to, je to še ful vprašanj za Lili, pa za Švedsko, pa še ti moraš Ja, prebrati. sem- Daj mi nekaj povedati, se pravi, ti pa Lili sta se spoznala. Lili zadnje čase ni več v medijih. Ona je, Ne. tako, njo so imeli mediji, so jo oboževali. Smo Itak je jo lepa, tudi mi, ko smo jo lepa gledali, je spak, oboževali. A je še vedno tako lepa, ker Ja. ne objaviš nobene fotke. Lili, pridi Je. pokazati, daj, se nakup Če kaj pridi. sama, in zdaj pa si vrnemo nazaj do tistih komentarjev. Viš, Lili pa s tem ne želi, ne da ne zna, ne želi ravnati na tak način in kdorkoli naj jo pokliče, kadarkoli, se veš tudi ti, ko si rekla, Ja. brez težav, je rekla, Marko, ne grem se tega sranja. Zato sem se omaknila ven, ker moramo se vsi strinjati, mediji, nažalost, Okay. so postali ena ogromna greznica. Meni je zelo žal, ampak ravno s tem. Vsak lahko komentira, vsak lahko da svoje Ima mnenje o vsem. Ti ljudje zunaj se ne zavedajo, da mi smo dejanske osebe, mi smo pravi ljudje, mi imamo svoje življenje, imamo otroke, ki Hodijo v čutijo šolo, vpliv ja. tega in tako naprej. In mi nismo neki fiktivni karakteri iz filma, kateremu lahko ti napišeš, kako si pa ti grda. Ne moreš. Ampak tega folk ne razume. Zdaj pa jaz s tem pač ravnam tako, kot ravnam, Lini ima pa tega poln kufer. In jaz jo razumem in pri tem celo podpiram. Jaz pač drugače funkcioniram, jaz sem verjetno drugačen karakter. In je ona rekla, ne grem se enostavno, ne. Mislim, Se da je mogoče mogoče tega medijskega sveta čisto umaknila, Ja. reč business family, Ja. prijatelji. Glej, jaz seveda rad delam objave in tako naprej. Jaz sem bil zaljubljen v medije svoj čas. Jaz sem delo v svoji osnovi oboževal. Meni je še vedno kul, meni je še vedno fajn iti pred mikrofon, meni je še vedno fino iti itd. Ampak si ne predstavljam, da bi šel zadelati na TV, a razumeš, in se izpostavljati vsemu temu prostituiranju, ker to drugega ni. Pač, sorry, ampak, Hvala, glih, ker sem jo pohvalila. ampak tak je, lej, sorry. A se ti zdi, da se je pri Lili mogoče tako kaj spremenilo tudi potem, ko je postala mama? Mami, ja. A Ker misliš, se da mi zdi, biti. drugače Ne, začneš razmišljati, ne? Ne toliko. Je zagotovo se spremenilo, ampak mislim, da je pri njej največjo razliko naredil čas zadnjih 4-5 let. Kaj, ko ste To prišli iz korona? Švedske ali korona? Dajmo zdaj Njenega čist dela. biti odkriti, prav? Ja. Dajmo biti čist. Ja. Korona je naredila, se upravičujem za izraz, ampak fuck up na toliko področjih. Ja, se jaz. Da, definitivno. Ja. danes To se noben o tem ne strinjamo. govori. Noben ne reče, koliko težav je naredila mladini, kaj imajo v glavi, koliko imajo res hudih težav, koliko je depresije, koliko je onega, koliko je tistega, koliko je bilo izgubljenih biznisov, koliko lokalov, gostiln je zaprlo svoje vrata, koliko služb je šlo v maloro, koliko... Ampak, a veš kaj, Marko, mogoče ne govorijo, prosti, kad te prekinjam, mogoče niti ne govorijo o tem, ker je bilo res fucked up in čudaško obdobje. Popolnoma. Ampak Ker bi se se- spomniš, ne se vem, glih danes smo se pogovarjali, da sem darabila dovolilnico, da sem od stanovanja do bajte prišla bojler izklopati, razumeš, ker je bilo... Ej, Ampak hočem ti Komu je bilo to normalno, Ne, razumeš? Ampak ampak hočem ti reči, da se niti
zato ker upam, da je to za nami in da smo to dali čez. ja. Upam, ja. Govorim te zadeve, kot zaprli so mejo na občine. Oh, it will be back. No, ampak ne brez, da smo dali zdaj to čez. Jaz se niti ne želim pogovarjati več o tem, pa ne zato, ker bi bilo prav, da bi se kaj je to pustilo, ampak zato, ker je meni tako, ne spominjate me na to, kar ste mi že zatakrat zjebali v delček življenja, ne morete popraviti mi tega, kar ste mi takrat zjebali. Samo to je feeling, ki je ostal. Ja. To je ostalo not. Saj Ti moraš razumeti povezavo med tem, kar ti zdaj govoriš in med tem, kar je recimo Lili bilo absolutna zadnja kapla čez rob. Okay. Folk je takrat bil v nekem nenormalnem stanju. Ljudje so bili pripravljeni iz sebe ven dati najbolj kruto, črno, absurdno, agresivno stvar, ki so jo skrivali nekje od spodaj, not globoko. Ja. In so jih dali ven v komentarjih in v vsem. In tisti komentarji v tistem času so šli absolutno čez vse okvirje hate komentarjev. Predtem in potem. Okay. In Lili je takrat rekla, fuck off, vi niste normalni. Če so vas bili sposobni, tisti odstotek, ki piše takšne komentarje, spraviti do tega nivoja, jaz ne želim sploh več priti na vaš radar. Ja. Ni šans. ampak To se razumem, je eno se razumem. sposobno. Ja, razumljivo ampak kar je. sem hodila glede tega reči, se mi da tudi na različne generacije to drugače vpliva. Ti si Ja. bilo vse en takrat že čez 30, ko se je to začel. Mogoče si to dojemala. To je bilo 3 leta, mislim, da sem... Ne, koliko je na 35, ali koliko si bila stara. Ja, ne, ko sem 5 let bila nazaj. noseča, 7... Spet smo pri računanju. No, ampak si vse en. Ja, razumem, bila sem... Kakorkoli, pač ti si bila odrasla, ampak jaz sem bila pa 18, moj brat je bil 13, to je pa na mlade zelo vplivalo. No, moje brate, sestre isto. In to se še do nas ful pozna in se bo še ful dolgo poznalo. Ej, jaz sem bil teoretik zarote, ker Ja. sem to rekel. To moraš razumeti. Jaz sem bil, in jaz nič drugega nisem rekel, kot pa, ej, folk, dajte se ustaviti. Jaz sem naredil delo, ki bi ga mogli novinarji delati. Jaz sem poklical osebo z visoko z NIJZ-ja, ki je pregledala vsako mojo objavo in mi dala celo predloge, kaj še naj uporabim. Pa tega noben ni vedel, pa sem na svetu presegel, da v življenju ne izdam. Pa lahko pokažem maile pol. Ampak jaz se ne bom javno izdal. Pa sem govoril z zdravnico, ki je priklapljala na respiratorje pred tistim butastim obdobjem in priklapla še vedno, ker sem pač zdravstveni tehnik in jaz sem videl ljudi starejše ležati po hodnikih vsako zimo, ko je bila gripa in kdo je naredil dodatne sobe za te starostnike? Noben. O tem bi se mogli pogovarjati, razumeš? In jaz sem rekel, ej, folk, ne more priti tam francoski premier in reči, dajmo otežiti življenje necepljenim. Čakaj. Kje? Mikrobiolog je povedal, ne more biti to rešitev. In ker sem jaz rekel, ne more biti rešitev, sem bil teoretik zarote. Kje smo danes? A ja, ne prepreči, ne širjenja, ne bolezni, ne nič. Čakaj, če so pa na svetu trdili, če so pa rekli, skoreninili bomo. Res, kje, kak? Ampak hočem ti povedati, to je bilo blazno. Ja, to se strinjam. In to je naredilo na ljudi tak psihični pritisk, da je šlo čez vse skrajne okvirje in ljudje, ki so bili otroci, 13, 18 let, simpatije, povezovanje. Čakaj, mi smo socialna bitja. Ne moreš ti najstniku prepovedati stika z njegovimi. In jaz vam lahko povem, evo, če pridemo do Švedske, mi smo šli gor zato, ker sem se jaz reševal, zato, ker je politika rekla, potrče odrezati. Zdaj, cek, kar sem 20 let gradil na medijih in tudi zato so se mi po moje zamerili, je padlo v roku 10 dni. Je bila težka odločitev odločiti se za selitev. Si lahko ti predstavljaš, kak morava mi dva z Lili, jaz ne govorim, da se mi nikoli ne skregava. Kak isto smo mogla mi dva složno sprejeti odločitev v 3 dneh, da smo rekli, fuck, hiter. gremo na Švedsko. 3 dni. Pa vse organizirati, bivanje. Zdaj se vam bo zdelo, da pretiravam. Meni so sledili, nastavljali so mi umazane maske na ogledalo, kjerkoli sem parkiral, napadali so me, ko sem prišel ven z trgovine itd. Biznis je padel cel, mi nismo vedeli, od česa bomo živeli, jaz nimam skritih denarjev, ne vem kje, na kakih otokih itd. Nimam. Pač, mi da smo navajeni delati, smo iz skromne družine, mi nismo imeli rezerve. In pol pokliče tudi jaz ne. Ja, vidiš. In smo ostali brez. In smo rekli, kaj čemo zdaj. In potem jaz imel enega prijatelja, ki je profesionalen hokejist, igral takrat na Švedskem. In on mi pravi, Marko, tu gor je vse normalno, ti mene zajebaš. Ne. Mi je poslal video, rekel, glej, vse okej. Rekel, daj pridi gor, ti bom jaz probal pomagati, bomo kakšna vrata odprli in jaz sem imel idejo, da bom marketinško agencijo naredil. In smo mi dva napakirala avto, ej, to še niste videli. Ko glavni Čehi. A še grejo Čehi na morje? Ja. Ko si plinsko je klenko zraven pelje. No, tu nekje smo bili. Tak, avto napakiran do zadnjega centimetra. Kamere, stojala, računalniki, ono, vse. Vse. In smo šli gor in to je bila vožnja Dnevnik Ane Frank. Mi smo se pelali skozi Avstrijo in Nemčijo
policisti, vojaki z avtomatskim orožjem, what the heck. In peljemo približno 1000 km gori pri Berlinu, začnemo mi dva, pač normalno, booking. Ja, odkot pa ste iz Slovenije? Pri nas nimate vstopa, vi ste za nas na črnem seznamu. Kaj bi največji hec? Mi smo bili za njih, ne veste tega? Ja, se spomniš. Mi smo bili za njih na črnem seznamu, oni so bili pa za nas na črnem seznamu. Ja, okay, ja. Neki se spomnite teh seznamov. Perfekt. Ja, Enih 10-12 hotelov prekličeva, 1000 km vozu, zaspan, valjda 2 otroka v avtu, mislim, ne bi rad, da se kaj zgodi, ne? Tudi ustavljati si nisi mogel kar vse posod, ker se samo gremo. Vojno stanje. Še enkrat, dajmo se spomniti zaradi česa, danes, ko vemo, ok. In pol si jaz mislim, pa nekje moramo prespati, porka fiks. 1:30 zjutraj v Potsdamu dobesedno iščem najbolj zanikeren hotel. Najbolj zanikeren, kaj ga lahko najdem. Grem not, nemško pa govorim pač kot materni jezik in pravim, poslušajte, jaz vam odkrito povem, mi smo iz Slovenije. Mi nimamo kuge, mi nimamo nič. Mislim, 2 otroka imam v avtu, ne bi rad, da se razbijemo, jaz res sem 3-4 ure, sem malo, da se vležemo. Rekla ženska, ok, gledajte, razumem. Nikjer vas ne bom prijavila, plačate lahko samo z gotovino, zdaj greste gor, pred zajtrkom vstanete in zapustite hotel in nihče ne ve, da ste bili tukaj. Oj. Pač crazy, to je kot film. Tega noben ne vem. In danes se to ti pravim, danes noben o tem ne govori. To je, jaz pa mislim, da bi mogli o tem govoriti. Zakaj? Ker ko pride naslednja taka situacija, folk, spomnite se, please. Ker še hujše pa bo, ko bo pa enkrat res prišel nek virus, ki bo haro, pa vas noben več ne bo res nemal. Pa takrat jaz pa mogli. A razumeš, ampak okej. Glavno, prespali ste, zjutraj ste odšli. In pol se mi usedemo v avto, zgodaj zjutraj, še tema, da nas noben ne vidi, plačamo in se z ljudmi pogovarjamo. Jezus, čakaj, mi na Švedskem imamo rezerviran hotel, ampak kaj pa, če bo to isto? Dvignem telefon, kličem gor v tisti hotel, v Göteborgu, nasproti železniške postaje. Zmeraj gremo tja, ko gremo v Göteborg. Najprej. Okay. Zdaj je sentimentalno. Zelo fajn. Okay. In jaz pravim, gledajte, mi smo iz Slovenije, rezervacijo imamo pri vas. Ja, vidim, mi nimamo nobenih potrdil, mi se ne testiramo to. Ja in? Pravim, ja, pa mi zdaj pridemo k vam. Ja in? Pa lahko pridemo. Seveda, welcome, pridite. In pol v življenju ne bom pozabil tega občutka. Verjetno ste vsi to že potisnili globoko v podzavest, ampak ti prideš iz te tiranije z avtomatskim orožjem itd., na trajektu še to, pa enkrat nismo imeli maske gor. Mi smo res, mislim, jaz sem bil pa tu striktno, tu sem pa rekel, ne bom, ker je kretenizem. In danes vsi vemo, da je kretenizem, ker imaš ti institut, ki je ta glavn za medicinsko verifikacijo, ki je rekel, to je bil kretenizem. Pa noben zdravnik o tem ne govori, ampak okej. In ti prideš po 6 urah s trajektom, švedska obala, priješ dol, priješ v svet, ki je prej bil pri nas. Noben je kompliciran, noben se ne boji sočloveka, noben ima maske, ti priješ tja v fucking Burger King in oni, kaj pa boste? Taka mala zadeva ti je dala kurjo pot, ker si bil tak seriously. Saj je bilo tako, je bilo tudi pri nas, ko so ukinili vse te stvari, ki je bilo res, pa še en moment je bilo čuden. Ja. Točno to in ti prideš gor. In jaz sem imel to srečo, da so oni mene tu finančno šli lomiti, ker sem mogel iti. In kaj se je zgodilo, kaj je bila posledica? Moja otroka nista dala tega skozi. A razumeš, moja otroka, hvala Bogu, nista poznala te, ne morem drugače reči, kot pa tiranije. Moja hčerko je vsako jutro učiteljica objela, ko je prišla v šolo. Imeli so disko, tukaj je bilo, da so mi pošiljali ljudje video, kako so otroke policisti zunaj preganjali na igrišču, ker so jih penzionisti prijavili, ker so se bali, da širijo virus, ker kretenizem. In en strokovnjak ni rekel, folk, a ste vi bolani. Otroci so na prostem, porka fiks, kak bo virus prišel do vas noter v stanovanje, ste zblazneli. Noben ni to rekel. Ne, moramo se držati. Bodi tiho pa sledi. Mi zgoraj, in to je to, kar sem jaz takrat objavljal, mi zgoraj smo pa imeli. Vsako jutro je prišla in je v šolo in si je lahko izbrala. Ali petko, ali objemo od učiteljice. Imeli so disko, noter, plesali in se obdarovali med sabo, naši pa zunaj na igrišču. Mislim, no. Mi smo se danes pogovarjali, mislim, da smo se me pa potem zaključimo mogoče s tem, ko zdaj, zato, glih to, da jaz sem se tudi ful držala na začetku tega, kar so rekli na začetku. Ne? Zakaj? Zato, ker je bilo nekaj novega, ker dejansko pač nisi želel umreti. Pač naredil si nekaj, kar ti je nekdo rekel, ker naj bi bil strokovnjak, a je bil ali pa naj bi bil strokovnjak, ker si probo pač... Zdaj te bom pustil, pa te bom pol povedal nekaj, ko te bo šokiral. Ampak da je na začetku je bilo tako, ja, okej, nekaj... Ja, nas je bilo strah, ja. Strah te je bilo, začel se je nekje drugje, videl si tam, kako ležijo v tistem Wuhanu, a ne, pa tako. In meni je bilo vse good, ampak potem v neki fazi, ko so začeli pa
tako kot ti pravi, z nebulozami pa zapirati, pa meje, pa uno, pa ne smeš ven na igrišče. Ja. Pol pa you cross the line. Razumeš, nikje pa rečeš, čakajte malo, kaj so zdaj tle ukrepi, pa kaj je zdaj tle vodenje ovc. Ja. Ne, a veš, se pravi, na začetku prve 3 mesece je bilo meni, kaj je nekdo rekel, dajte masko gor, ker mogoče bo to pomagalo, da no te umrlo v redu. Na koncu, ko si se oglašal ti, pa še določeni ljudje, pa so rekli, pa pismo, ne, mogoče pa ni to glih tako, kot pravijo, pa začneš pa razmišljati. In jaz na začetku nobenemu ne zameram, da so se obnašali tako, kot vse, ker mogoče se je vsak ustrašil, pa noben zares ni vedel, kaj se dogaja. Ampak pol pa mater vola, pa so pa malo, mečkan so, malo so začeli stopnjevati, ne? Veš, kaj sem prišel do tega? Točno tako, kot si zdaj ti razložila. Jaz na začetku isto. Hej, fuck, ok, otroke imam, Točno razumeš, to. ne vem, še zdaj s tem igral. In veš, kje je bil pre meni turning point? Kje? Jaz sem se dobil s to osebo z NIJZ-ja. Jaz sem našel kontakt do nje, Okay. ona je bila zelo visoko. V nekem trenutku je tudi Kacin klical pa rekel, boš šla ti pred kamere, prekno ni šans. Ne, ker ne bom govorila to, kar politika narekuje, ker jaz sem stroka in jaz se s tem ne strinjam. Fuck off. Okay. Ta oseba je pač imela hrbtenico znotraj svojega kroga. Meni je pa povedala tak, jaz se dobim z njo, pa pravim, dej, res zanima me, a je to zdaj tak, očeta imam, ki ima bolezen, imam otroke, imam ono. Ti povem, jaz odkrito, mi zapiramo folk v karanteno, ki ima glavobol. Jaz sem bil v šoku, jaz mislim, ona bo mi zdaj rekla, tak se zaščitite, to ono. Jaz priznam, čist iz osebnega interesa, da zaščitim svoje bližnje, sem jaz želel strokovnjakinje vprašati. In ona rekla, ne, mi smo dobesedno ugrabljeni strani politike. In to je bil tisti turning point pri meni. Ko sem si rekel, čakaj, se zabaš? Ne. In sem rekel, pa kaj ima politika za narekovati v zdravstveni krizi? Kaj je bilo pa bolj s tistimi, ki so pa res imeli neke hujše posledice, ker pač generalno ni bilo to huda zadeva načeloma parenih? Ti se moraš nekaj razložiti najprej. V enem trenutku jaz nisem rekel, da to ni nevarno. Je, seveda je. In ni nujno samo za rizično skupino. Jaz lahko danes naredim brutalen trening, pa bom to faso gripo, pa me bo pokosila. To ni nič nenavadnega. Mislim, je redko, ampak je čist možno. Zakaj je bilo takrat tako pogosto, recimo, pol? Sploh ni bilo, če greš pogledati statistiko. Jaz ti povem moj primer. Jaz sem imel mioperikarditis leta 2004, januarja. Jaz sem delal test za svetovni rekord, preden sem šel postavljati, pol sem ga šel postavljati na radiju, ampak nisem spal. Prav? Par dni nisem spal. In potem sem šel praznovati novo leto. En dan zatem, ko sem pač prvič spal, sem šel praznovati novo leto, na Pohorju dobil respiratorni virus, odprta pot, prišel na srce, Bog si ga vedi zakaj, mioperikarditis, tik pred smrtjo, gremo v bolnico. That's it, pri 23 letih. Meni so rekli, ti boš rabo transplantacijo srca čez 10 let, to bo vse zbrazgotinjeno, to bo adijo, konec. Šport, mogoče sprehod. That's it. Daj si predstavljati, da to v času covida. Jaz sem glavna naslovnica. Medijska faca, ime je prepoznavno. Glejte, kaj se mu je zgodilo. Le 23 let. Štekaš? Ti primeri so zdaj prišli na plano. Jaz nikoli nisem rekel, da ne obstajajo. Seveda obstajajo. Obstajajo že od nekdaj. Ampak izkoriščalo se je take primere, zato da se je ustvarjalo strah. To ne pomeni, da noben ne rabi biti previden. Veš, kaj bi jaz rekel? Prvi ukrep. Pa dajte fucking SP možnost, da normalno gre na bolniško, pa ne širi okrog virusov pri rizičnih skupinah, ne pa da se boji, pa da mora delati, kako bom preživel zdaj, če bom doma in teden. S kakšnim namenom je pa to bilo tako? Mislim, vse ne bomo Nobody knows. Nobody knows, brez veze, sploh gremo tja. Zdaj me bo čisto preveč zanimalo. Zdaj pa mogoče sem to, ne? Pač folk zdaj že ve, ne, da je Vitamin Klinik. A ti rečeš Vitamin Klinik ali vitaminklinik.si? Vem, kaj prav, ampak kaj rečeš? V Sloveniji je vitaminklinik.si. Sicer sam brand je Vitamin Klinik. Kaj narobe, če rečem, da sem Vitamin Klinik? Ne, nikakor. Ne, .si je zraven, seveda zaradi tega, da ljudje vejo, kje poiskati, pa kje to najti. In to je to. In zdaj, ko ste šla z Lili na Švedsko, ker sta bila primorana iti, to, ko smo se pogovarjali, si tam pač najdu... Veš, kakaj je to zgodba? Pazi, jaz sem delal marketinško agencijo, postavljal. To je bil hec. Mi smo dobili eno, a lahko vedate, ne vem, slike gor, itd. Imate to prakso, nimate verjetno, ne? Ne, bomo še videli. Glavnem, čist na kratko bom prav povedati. Na Švedskem je znanstvena fantastika dobiti za najem stanovanje. Še posebej, ko ti nimaš Swedish personal number. To pa traja leto pa pol po novem, do 2. In mi tega nismo imeli. Nihče se ti sploh ne javi. To funkcionira drugače kot v Sloveniji. Okay. To je tržnica. To ne oni dajo gor, pa ti nižaš ceno. Ne, pol se zgrebejo, pa cena raste. Ampak okej. In mi smo dobili eno čudovito hiško, takrat sploh nismo vedeli, da smo zadeli Eurojackpot, dejansko. Kaj je bilo pa še boljše? Lastnik te hiške je bil pa šef marketinga na enem ful velikem podjetju.
In najprej se nas je bal, pač Balkanci, kaj češ, ne, nazaj. Pol je pa začel k nam hoditi, potem sem se pa midva skonektala z njim tako, da smo prijatelji. Včeraj smo se ravno pogovarjali, da more priti na moj podcast, da bomo šla to celo zgodbo skozi, ker je res fascinantna. In midva se skupaj spravima, midva bomo naredila skupaj agencijo. Pazi, Švedom, ki ga nikoli prej nisem poznal. Okay. In midva začnejo to postavljati. Imela sva tudi že ime, A Moving Story. Pač video, slika se premika itd. To je bila njegova ideja. In full faca, glavnem res. In jaz začnem to postavljati, ampak doma so se pa dogajale stvari, ne? Mi nismo vedeli, da bomo zgubili dom ali ne, ker pač meni so vse porezali, dobesedno. Ne? In jaz več nisem mogel spati. Moj spanec je šel v maloro, jaz sem spal po uro, mogoče uro pa pol na noč. That's it. A veš, greš spat, ne moreš zaspati, ker kaj se bo zgodilo doma? Ne vem, 4 pacienti so prišli do naše hiše, so nam hišo šteli uničiti, očitno. Moja mama je bila v hiši, je prišla ven, kaj delate, tu so mamo napadli. Take stvari so se dogajale doma, pa nikoli jih nisem objavljal, ker se mi je zdelo, ne bom vam dal zadovoljstva, kdorkoli je že to poslal. Ampak jaz nisem mogel spati. In moj spanec, uporabljam app, se prav vidi, ne, je strmo glavo dol. Mi smo pa zmeraj iskala dopolnila, že pred tem. Jaz se pa zavedam, ti magnezija, sam v teoriji lahko dovolj vneseš s hrano dan danes. Če imaš potrebe po magneziju kot športnik, pa še ekstra, pač moraš ga dati zraven. Se pravim, v teoriji, ja, v praksi je pa to nemogoče. Pa tudi druge stvari, to ne pomeni, da boš ti brez dopolnil umrl. Ne, kakovost življenja je pa lahko druga. Okay. S kakovostnimi, to je edino, ko folk govori, pa kaj pa to rajimo, naše babice tudi niso rabile. Prvič, babice so imele drugačno življenje, drugačno okolje, drugačno hrano, hrana takrat ni bila osiromašena in imeli so tudi kakšno težavo. Zdaj pa, če lahko jaz to danes dopolnilom kakovostnim odpravim, zakaj ne? Pač mi da smo vedno bila v tem. In Lilith na Švedskem najde ta dva dejansko proizvajalca, s katerimi smo mi začeli delati in pravi, daj probaj to. Pa vzameš prvi dan, pozabiš. Ampak jaz pač sem dosleden, ne? Jaz pač tako pri treningu, isto pri tem, pač jemljem. In tako 4. dan, Jezus Kristus, sem spal 7 ur. What? In pol začnem jaz tako, okej, to more funkcionirati. In pol sva jih srečala, beseda da besedo, oni pravijo, pa ne bi videla to poskusila v Sloveniji, mi dva ne delava tega, ne? Pravim, je pa dobro, v medijih se dela, ne? Pogovarjali smo se in so vedeli, ne? Pravim, ja, sej, nekako ti je jasno pol, ne vem, predstaviti ljudem itd., ne? In mi da smo mislili, da bo to kot neke vrste side quest. Veš, kaj mislim? Jaz sem še vedno delal na agenciji. Tik preden smo šli domov za 1 mesec, pol smo vedeli, da gremo nazaj, smo še s tem našim landlordom posnela video, promocijo za to agencijo, mi da smo to res delala. In pol v nekem trenutku, ker smo se mi verjetno drugače lotili, mi nismo bili kupi nas, ampak smo bili, stoj, vzami, beri. Ker na trgu je res polno šita. In vsak ti bo rekel, ne, mi pa smo cool. Tako kot ti. Ja, točno to. Ampak pazi. Exactly. Ampak razlika je, ko znaš ti utemeljiti. In to jaz pravim. Vsak ti bo rekel, mi imamo, ful radi uporabljajo izraz kvaliteta, meni je lepša kakovost. Ampak okej, idi pogledat. A veš kaj, mi smo prvo naredili podstran, tak prepoznaš. In vsak strokovnjak ti lahko reče, to je bullshit ali pa, prav imajo. In ti lahko poveš, imamo različne oblike, imamo visoko kakovostne oblike, imamo slabše oblike, preveri to. Imamo aditive nepotrebne, ki služijo, na koncu samo profitu, po domače, pač več različnih poti, ampak vedno je profit. To poglej, a imaš ti vredno doziranje noter, te stvari je pač treba pogledati pa primerjati in dokler ti lahko utemeljiš, a viš, mi smo cool, tako dolgo si ti v prednosti, ne? In se je pač zgodilo pol, da je to ful zafunkcioniralo, jaz si nisem predstavljal, da bo toliko ljudi dejansko reklo, pa dajmo prebrati. In pol vidijo učinek, in pol ti dobiš goro odzivov nazaj, brez da jih sprašuješ. Ali kot nekateri na trgu delajo, tu vam damo bon za 90 €, konkretno. Ja. Za 90 € lahko zapravite pri nas, če nam pošljete vaš odziv, da ga lahko objavimo. Ja, kaj boš dal? Ne bojo objavili slabšega, ne? Ja, valjda. Ampak pri nas je pa zgodilo, da smo dobili gore, to deluje. Seveda deluje. Zato, ker pač skrbiš za kakovost, samo mi pač ne moramo dati 2 + 2 gratis. Jaz sem eno vprašanje. Oprosti, zakaj ne moraš dati 1 + 1 gratis? Zakaj pa grejo lahko drugi? Zato, ker nimajo kakovostnih sestavin. Zdaj pa direkt povedal, ne? Vse ne bom poimensko, ampak če ti kupuješ šajs dobesedno, te stane dosti manj. Okay, ja. Ja. In z dosti manj ti narediš prodajno ceno isto, kot jo imam jaz. Okay. Ampak tebe je v štartu stalo toliko, mene pa toliko. Okay. In ti pol si lahko privočiš 2 + 2 gratis, ampak če pa bi jaz dal 2 + 2 gratis, sem pa v minusu.
Ampak konec. Okay, to je pa Ja, ne morem. Ne gre. Jaz, ko vidim 2 + 2 gratis, Ali pa 1 + 1. če boste pri nas kdaj videli enega zraven gratis, je definitivno izreden dogovor z dobaviteljem, da gremo zavestno v minus, zato da širimo krog, da folk vidi in lahko sproba. To so izredne stvari. Reči, če takrat veš, da imaš da je za izdelek za noč. Ne, ne, to se pa v življenju. To se pa v Če pa življenju. pred rokom. Zdaj pa še en fun fact. Pazi, fun fact. Ali ste vedeli, Ja. da dopolnila imajo best before, ne pa kot zaproče vreč. Obstajajo seveda izjeme, Ja. ki ne funkcionirajo, ampak dopolnila, ko preteče tisti rok, ki je gor naveden, pač zgubljajo svoj, temu se reče v angleščini potency, to pomeni moč po domače. Ampak padla bo recimo za 5%, mogoče 10% v roku naslednjega pol leta. Ampak so čisto ok. Na Švedskem pravzaprav obstaja spletna stran, ki prodaja samo dopolnila in hrano s pretečenim rokom. Ful poceni. To sem pa slišala, ja. 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 Samo s pretečenim rokom, zato ker nič ni narobe, pač malo pikico manj deluje. Oziroma tudi v Sloveniji mislim, da je že eno podjetje, malo, ki se s tem ukvarja. Možno, ampak to je dober biznis model, če mene vprašaš. Okay. Ja. Čisto cool, zato ker, če se že nagibamo k temu, da moramo paziti na okolje in da čim manj zavržemo, je to dober model. No, jaz sem pa hotela glede Vitamin klinika vprašati, ker smo dobili vprašanje in sicer napisala je, mislim, da Bejba, da uporablja izdelke Vitamin klinika, ampak... Zakaj? Ker si mi ga prej prebrala. No. Ja, ampak, no, poslušaj, vedno je v precepu, kdaj je tega preveč. Ima probiotike, prebiotike, kognitiv kompleks, 40+, glow, double hair, pure magnezij, magnezij za švagando, D-vitamin. In potem pač vsak dan nekaj vzamem. Kako naj kombiniram, da bo ok? Ona more vedeti, zakaj kaj pride prav. Jaz absolutno ne podpiram, kupite čim več, vse poprek. Jaz vem, kaj imam jaz. Jaz vem, zakaj imam. Jaz občasno naredim kuro s probiotikom, občasno si vzamem joint kompleks ali pa triple move, zato ker želim sklepe pač malo pocajtati, ko so pod večjim pritiskom, pa bi lahko nastalo... Ne, imaš pa konstantno vsega ves čas. Ne, konstantno imam. Omega-3, to je pač nujno, zaradi tega, ker če ne ješ dovolj rib na teden, ga moraš imeti. Če ješ ti 3-4 krat na teden res konkretno obrok polnomasnih rib, no problem, ne rabiš. Okay. Je brez veze. Jaz vem, da jih ne. Omega-3 je pa tako zelo pomembna in kera seveda spet. spet. To je rekel, da smo pozabili takrat povedati, se spomniš? Obvezno. Ja. Omega-3 je ključna za toliko stvari. Za moje pojme je enako kot magnezij. Jaz tudi brez magnezija si ne znam predstavljati, da bi funkcioniral. Še enkrat, ne bom umrl brez njega. Sem kakovost mojega življenja je popolnoma drugačna. Zato pa tudi moram vedeti, kjer obliko magnezija, za kjer namen. Ziher oksida pa klorida ne bom, ker problema z WC-jem nimam. Ja. In tiste dva sta po mojem mnenju sem za to dobre. Ja, pa eno pomanjkanje si ti lahko polna stara leta šele pozna. Pa imaš polno povezanih težav, ki se kasneje dogajajo, ampak v tem trenutku si jaz pa želim benefit magnezija dobiti in s hrano vem, da ga niti približno ne morem dovolj zaužiti. A pa bi rekel recimo za neke lajke, iti se testirati, videti, kaj se s tvojim telesom dogaja, kje imaš primanjkljaje, kaj ne, ali ker, ne vem, se tebi zdi zdaj, ne vem. Ti vidiš določene stvari, mislim, ne vem, če imaš ti... Ljudje niso tako zelo izobraženi na tem področju, kar se hrane tiče. Slabo spijo, ja, ampak pač, slab spanec, ti veš, če slabo spiš. Ti lahko spiš 8 ur, pa se zbudiš, kot da te je valar povozil. In pol veš, nekaj ne štima. Se za te stvari on govori, lačne. Ne mogoče za te, ki jih vidiš samo v krvi. A veš, dodatkov je milijon. In pol folk tudi kupuje vse povprek, ker niti ne vejo, ali njim zdaj to koristi ali ne. Pazi, ravno to je hec. Ali so nekje videli tako. Večina, tudi za magnezij, ne bo zdaj rekla, zdaj pa rabim omega-3, čutim. Ne. Mi vemo, da pač, če je ne vnašaš dovolj, je v redu, pa smiselno jo dodajati. To je za kognitivno zdravje, za vse, to je povezano. A veš, to je vse povezano. In pol se začnejo dogajati, ne vem, ne bom o boleznih, ker ne smeš kot prehransko dopolnilo, ampak ok, ampak je povezano, ne? Ker to, kar daješ ti vase, to požanješ na stara leta. Ampak ok. Skratka. Ujernej, da če vitamina D ne lahko osteoporozo dobiš, imaš vse težave. Ampak ja, D3 je nujno pomemben, nujno potreben, še posebej v zimskem času. Prav? Ja, se to je on isto. To je nujno. Magnezij, zagotovo ga bom dodajal. Jaz elektrolite zagotovo bom med treningom pil, zaradi tega, ker je ful razlika in v zdržljivosti, zmogljivosti itd. Ampak vsak si lahko to naredi. Ne rabiš biti ti strokovnjak za te osnovne potrebe. Primer, ženska bi rekla, fuck, ko pa imam lase, mi malo padajo.
super, boš poiskala nekaj za to. Ne vse poprek, ti veš, da ti pa želiš svoje lase izboljšati. Ena bo rekla, porka fiks, imam tu suho kožo, imam ono, kaj bi lahko na tem področju naredila? Kaj lahko naredim zunaj in kaj lahko naredim, ne vem, z dopolnjevanjem. Zato, ker dopolnila imajo z razlogom ime dopolnila, ker dopolnjujejo. Osnova ti je hrana. Osnova je zmeraj hrana, način življenja in vse ostalo. Tisto, kar pa ne moreš, pa dopolnjuješ. In zato je najlepši čar dopolnil, seveda, dokler so kakovostna pa delujejo, da lahko ti za svoje potrebe izbereš tisto, kar je smiselno. No to, Ne vse pač, povprek. mogoče najbolj bi jaz res poudarila to, da je smiselno, ker se mi zdi, da je mogoče rad trend med toliko starimi kot jaz ali pa ne vem, še kakšnimi mlajšimi, da pa jejo ful enih stvari, ki ne bi mogoče rekla. S katerim razlogom? A veš, kaj ti hočem povedati? To se morajo vsak vprašati. Kako? Ker so nekje to je videli in se jim zdi, da to pa zdaj treba, pa mogoče on rabi čist nekaj drugega, kar dejansko jemlje. Polno je stvari, ki imajo smisel, ampak zdaj, ko greš ti avto kupovati, tudi pogledaš, a ima noter avtomatsko klimo ali nima. Sam to smo se mi zdi navajeni, veš, to se pa šele zdaj začne malo bolj... Ampak je to fino. Mi smo prav naredili, mi imamo podstran in kakovost in miti. Miti recimo, kaj to rabimo, zakaj to rabimo, greš in imamo vse razloženo. In tam prav mi povemo, ne, vi morate najprej seveda prehrana, pa to pol pa vedeti, kaj pa s katerim razlogom. In še nekaj. Vsak, ki ti bo rekel, to dopolnilo pa dela, pri tebi bo zagotovo. Ne moreš vedeti. Ljudje smo si različni. Ne obstaja dopolnilo, ne zdravilo, ki bi na vse ljudi delovalo enako, kamoli na 100%. Valjda. Ampak če dela pa, ne vem, mi imamo recimo klinične študije za sestavine, ki so v naših izdelkih za lase na 86% in nam to enako govori feedback strank nazaj. Ej, it works. Ni pa nobene 100% garancije, da bo tudi točno pri tebi. Ja, sej. A veš, ker smo si različni čist. In kdorkoli ti bo rekel, na 100% ljudi prodaja zgodbice. Ej, mi moramo zaključiti. Seriously? Ja, jaz, Vesna bi nekaj rada, ker jaz vem, da bi Vesna nekaj rada. Ja, jaz... No, daj. Ker se bliža njen rojstni dan. Če smo... Z eno licitacijo. Ajde, daj. Marko, poslušaj, zdaj jaz imam eno vprašanje za te. Jaz se bližam svojim najboljšim letom, 30. zdaj, ne? Hmal. No. Malo več. Pa se mi je zdelo, da si isti letnik kot Lili, ker Lili je tudi 28. Ja. Ja. Veš, to so te 28-letnice, ne? Zdaj tako, ne? Vsi že veste, da imamo stalno kodo, tukaj je tudi napisana, TDM12 za vse izdelke od Vitamin Clean, ampak veš kaj, Marko, mene zanima. Jaz bom zdaj teh rosnih, pa se lahko povem, 40, ne? Aha, okej. Rosnih 40. Kmal sta. Pa mene zdaj se zanima, veš, da zdaj itak vem, da mi bojo sploh one dve ful nekih daril pripravile. Ja, planiramo že 40 dni že planiramo. No pressure, ne? Zdaj pa mene zdaj se zanima, jaz sem pa tako, ker sem dobrega srca. Sem razmišljala, če bi še kaj, zakaj se ti rešiš, ker te bom tukala na desnega. Jaz sem tako vesela, da te besede nikoli nami ne letijo. Mene, jaz vam moram ful nekaj povedati, res jaz vam moram nekaj Čakaj, zdaj povedati. na Ne, koncu moram. Mene tako prav fascinira me ta topel odnos med vami, ta res. A veš, kako bom jaz njo rada? Jaz Pa ti sem veš, mama da rada. Slušaj, zdaj bom jaz te povedala, jaz sem njo rada, kot svojega otroka. Ubijala bi za njega, mislim, ne za Laro ne bi za otroka, bi, ampak ubijala bi za njo, ampak veš, da ti noben ga ne moreš imeti tokrat, pa noben ti ne more tog živca potegati. Vem. To je to, evo, to je ta odnos. To je ta odnos. V glavnem, da se vrnemo k temu pomembnemu dogodku, a ne? Moji prihajajoči 40-ki. Mene zdaj zanima, to je lepa koda, ne? Ki velja tudi že na že znižene izdelke in vse. Ampak zdaj mene zanima, a bi to mi malo tako, da imajo še ljudje nekaj od tega, ker sem jaz dobra duša, ne, Lara? A veš, da bi še za moj rojstni dan, da bi še jaz nekako počastila ljudi, da bi nekaj malo povišali to kodo, da bi se ti mi to lahko prvoščali. Ti dober človek, Vesna. Pazijo, in zdaj ne, jaz pred kamerami rečem ne. Kaj prav, da bi povečali? Kaj vi mislite o tem moji ideji? Ja, pravna ideja, Vesna. Ker je to dober Na človek. kok, Lara? Ja, malo več more... Aj, ne, zdaj imamo 12. Že imate 12. Ne, pa. Lara je rekla prej pred oddajo, jaz nisem dober cenker. Ja, A to ste planirale? Aj, Marko, evo, dajmo. Če že ja, Davano. da je ta moja lepa obraz zgleda 40, bo mala, ne? Moja lepa obraz. Moja lepa obraz. Ajde, dajmo narediti tak. Ajde 40 postati. Jaz jo- Daj to naredili. Ne, pa z razlogom. Mislim, smo. Zagotovo je na določene izdelke, je zagotovo takrat, ko želimo, da jih ljudje čim bolj sprobajo, se gre zavestno, tako rečeno, v to, zato ker se želiš predstaviti. Ampak, ok, glede na to, da si ti
40 bi jaz predlagal tako. Dajmo mi dvigniti to kodo na, moram se še to uskladiti, pa bom dobil potrditev, pa ti javim. Če slučajno ne dobim, pa naletim na zaprta vrata tam pri tistih, ko moramo. Bomo ta del zrezali ven. Bomo samo zrezali ven, sicer pa ostane. V glavnem, predlagam, da jo damo na 18. Pazi, in zdaj za rojsten dan, ker imaš ti 40. Ja. Pa ker je to Woman 40 plus kompleks, 40. dajmo 40 off, zato da se predstavi, ker je res vrhunski izdelek. Na tega pa damo, kaj bi ti rekla, koliko časa, kaj, en teden? Mislim, lahko 1 leto, ko bom šla. Ja, seveda, zdaj pa klele ponudi prsto na roko. V enem tednu mislim, da vsaka ženska, ki bi to želela sprobati, bo sprobala. V en teden mi. Vprašanje samo je, koliko vaše publike je nad 40? Ja, neki. Nekje je. Dejmo še enega, ki bo uporabila tudi Lara, pa Kaja. Okay, kaj imajo ženske najbolj izzive? Tarnajo padec energije čez dan. Ja, drugače to je res. To, kar imaš ti, torej paci energije in tak naprej čez dan, to veš, ženske ful rade potarnate, kako sem utrujena, Jezus. Sam pa ne bom imela več izgovor, Reči, da si ga pozabila vzeti. Glavnem pa damo Day Energy. kapsule. Damo Day Energy pa Woman 40 plus za en teden 40 off, oba. Kaj pa jaz 18 bravo. posto? Ta pa ostane isto en teden. Za vse ostalo je pa 18 posto. 18, evo. En teden. En teden. Sem mislila, da bo sem za moj rojstni dan, pa ti tiska božiček. To pa je kar A ti si dodatno. mislila, da se lahko naredimo na tvoj razum? Lej, kam je, zdaj zvabljam, ne, Dobri vrede. deli se zaključijo z... Ker bo 40, Nazdravljenjem. pa bi bila 18. Ajde, vredo, evo. Ja. Poglej, Lepa. kako si lepo to marketinško ne, zastavlja. a ne. Ej, To bi delala na nič. medijih. Marko rab še malo. Ne, vredo sem, jaz ful nisem navaden. Ja. Mislim, na zdrav nadil moraš nazdraviti. Na del moraš Ja, nazdraviti. pa je res. Dej- Rabiš, da ti dotočam. Ne, se še imam. Aha. Ti zaradi katerega boš umil. Ej, No, na zdravje. Zdravje. hvala, ker si prišel, hvala, ker si bil naš Z gost. veseljem, hvala za povabilo. ker podpiraš ta podcast. Hvala za zgodbe. Hvala za veseljem. zgodbe. Ja. Tako da mi se bomo pa trudili še naprej in v bistvu promovirati tisto, kar verjamemo in v bistvu širiti, kako ste se zadnjič pogovarjali. Rekla je bivša gostja, prejšnja gostja, da je molk rak rana slovenske družbe Yep. pri nekaterih zadevah in da Razbijati molk. Da razbijati molk, ker mislim, da se imamo pravico in prav je, da ljudje slišijo, ker mogoče drugače ne slišijo. No, cool, ful, hvala. Tako da, Jaz hvala. se še bom pa naprej rad nasmejal, tu pa tam, ko mi znese. Odprl, lej, fajn. Ja. Zaprl Instagram, pa Pa dio. ampak bom ponosen, no. Folk, do naslednjič upam, da ste kaj novega zvedali. Kaj Džusi je povedal tudi. Ja, kaj v njemu, da se lahko še njegovo zgodbo slišalo. To, da se lahko primerjate, no, evo. In pa tudi še več v vitaminih. Ja. Lepo Čau. noč in Čau. 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 Tisti dnevi v